Svobodni sindikati opozarjamo najmanj na dva segmenta teh točk, ki so za nas nesprejemljivi, nevarni, to je ukinitev indeksacije plač in harmonizacija pokojninskih sistemov. To je napad na standard delavcev in delavk. To je sredstvo v bistvu, ker želijo gospodje spet dvig dobičkov. Kajti dvig dobičkov še avtomatično in dvig konkurenčnosti avtomatično ne pomeni nova delovna mesta, večji standard delavcev. Mi smo to lekcijo že dali skozi, ker smo imeli pred krizo natanko to kot ideal, kot cilj, pa smo prišli v krizo. Tako da obsojamo pač ta hlapčevski odnos naših politikov in vlade do nekaterih teh pobud in se bomo pač temu upirali. Res temu nasprotujemo. Proti odpravi usklajevanju plač z inflacijo in imam zbirni podatek za določene enotne osnove davka na dohodek podjetij, so bili proti. Izrazito odklonilno stališče predsedniki vlad so se odzvali. Belgije, Luksemburga, Španije, Portugalske, Irske, Avstrije, Poljske, Slovaške. Kar se tiče harmonizacije pokojninskega, takoj nemudoma naslednji dan, Avstrija pa Luksemburg. Pred 14 dnevi prišla analiza razmer v Evropi z sugestijami, predlogi, kako v Evropi reševati te pokojninske sisteme. Tisti, ki nimate, mi vam z velikim veseljem pošljemo, je prevedeno tudi v slovenščini, in opozorila, ki so tam, so prava opozorila. Ampak ambicija nekaterih je seveda, ne gre v tej smeri, gre v smeri v bistvu poenotenja, ampak tega poenotenja že sedaj, tudi med razvitejšimi deli Evropske unije ni, že med Nemčijo, Švedsko so razlike, med Nemčijo, Avstrijo so razlike, in tisti, ki ne upošteva teh posebnosti, dela napako, ne more biti kriterij poenotenja javne finance. Napaka, ne gre samo za evre, gre tudi za ljudi. In za tega mislim, vsaka država, glede na razmere, kulturo, tudi tradicijo, znanje, razmere moči, strukturo, išče svoje poti. Tako je in tako mora ostati, mislim,